Dober dan in ponovno lepo dobrodošli v naši oddaji Odnosi so zakon. Danes sva z Alešem Čerinom, mojim prijateljem, gostom, sodelavcem že četrtič zbrana na temo Denar najin vladar in danes bova spregovorila o darovanju. Aleš, živjo, lepo pozdravljen. Živjo, Benjamin. Pozdravljam tudi vse, ki naj bodo poslušali tole v tej četrti oddaji. Ja, lepo dobrodošli. Dajmo zmoliti, a ne? Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vsemogočni Gospod Bog, izročava ti tole urico, ki je pred nami. Zahvaljujeva se ti za vse modrosti, zahvaljujeva se ti za vse uvide, ki si nam jih že dal na področju materialnega, na področju denarja. Danes te pa prosimo za še posebno milost. Za milost spoznanja, da je vse, kar smo in kar imamo, tvoj neizmerni dar in da smo poklicani k tem, da dajemo naprej. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Aleš, a sem preveč izdal že vsebino oddaje v najini molitvi? Ne. Samo en stavek si zapekel malo, ampak ne. Ja. Glej, midva bi res danes sva rekla, spregovorila o darovanju, o finančni obliki dajanja naprej, po čemer smo v bistvu Slovenci precej znani, a ne, da mi smo v resnici kar en narod, ki rad da človeku, ki se znajde v kakšni stiski, v kakšni potrebi. Ja, kar se vidiš, takole, ko ima Karitas koncerte, se znatni denarji naberajo. Spomnimo se Krisa, fantka v stiski, so 4 milijoni bili zbrani, takole, ne, ni to majhen denar, ne. Tako da mi smo znani po tem, da darujemo, da damo, da tako z veseljem damo in to je lepo, ne, to je za pohvaliti. In tako no, evo, fajn. Ja, hvala Bogu, a ne. Tudi v resnici mi tukaj pri Družini in življenju smo zelo hvaležni vsem vam, ki darujete za naše programe, za naše delo z zakonci, a ne. Dejansko se je ta paradigma od darovanja samo za tiste, ki so v potrebi, v stiski, pa vlaganja v odnose na ta način z darovanjem se je v bistvu prav pri nas tudi že zgodila v veliki meri, a ne? Ja, se je in glej, mene velikokrat vprašajo, česa pa Družina in življenje živi, ne, vedno pričakujejo kakšne donacije od države, pa tak dober del delate, pa tako naprej, pa cerkev in tako, pa hvala Bogu tudi od cerkve nekaj dobimo, ne. Ampak večina pa pride od ubogih vdov, bi lahko rekli, od zakoncev, ki so zadovoljni, najbrž niso vsi uboge vdove, no, takole. Ampak vendarle, mi živimo od darov, pa kar tako pogledajo ljudje, ja, to je to. Ja, in nenavadno, ne. Zelo nenavadno in zelo v bistvu odraz tega, da vera v to, da bomo s tem nekaj dobrega naredili, da se čisto materializira, ne, in smo res hvaležni vsem vam, no, še posebej zdaj v tem času, ko je recimo že prihaja malo ta decembrski čas, ko je tradicionalno čas zahvale, evo se tukaj posebej z Alešem zahvaljujeva vsem vam, ampak zdaj greva nazaj, da v bistvu ugotoviva, od kod pa je ta mentalitetni premik k darovanju prišel in med nas same in med naše ljudi, da v resnici radi dajemo naprej, a ne. Zakaj, Aleš, daj mi recimo v 3 točke strni, zakaj je v praktičnem smislu dobro, da človek daruje? Ja, čisto praktično, glej, ko nekomu daruješ, pomagaš človeku iz stiske. Tole, ne vem, midva imava eno hčerko, ki se ukvarja z ljudmi zelo na robu, ne. Ona pride k nama pa pravi, ati daj, glej, ena družina ne more računa plačati, ven jo bojo vrgli, majhne otroke imajo, daj, tole je zdaj stanarino za plačati, dajte, ne. In pač dava nekaj malega, recimo, no. A veš, čist problem, družina lahko reši, ne, se pravi, družina lahko ostane v stanovanju, ne. Zdaj ta družina se zaveda, da je verjetno, da je ta denar od nekje priletel, da je to nek človek zadaj, ki je daroval,
ta družina se počuti, da ni sama na tem svetu, da je nekako ujeta v eno mrežo. Ne? In če Bog da to še povežejo z Bogom, je to že mogoče tudi lahko potem en začetek odnosa z Bogom, recimo. Ne? To je, da že prehajam nekako na drugo točko, na te medčloveške odnose. Se pravi, nisva midva sama, so ljudje, ki poskrbijo za naju. Ne? In smo del skupnosti. Smo del skupnosti. Tretja mogoče točka pa bi bila, da to krepi našo vero. Poskrbljeno je bilo za mene. Ne? Tako kot tam pravi. In Bog poskrbi. Bog mi je poslal človeka. Če imaš vsaj malo vere, kot gorčično zrno, jaz vedno pravim, si rečeš, najdeš povezavo med tem človekom, ki ti je daroval, in Bogom, ki je njemu dal toliko milosti, tudi te finančne milosti, in tudi mu je nekako Bog pripravil srce, da je bilo odprto za darovanje. In tako da pravzaprav lahko to potegne človeka, ne samo tega človeka v stiski, ne samo do sočloveka, ampak ga potegne tudi v razmišljanju in naprej, tako, k Bogu. To se mi zdi. V resnici tako, če pogledava res, ne vem, so statistike, obstajajo statistike, da verni ljudje darujejo več. In se mi zdi, da pa nočem zdaj tle delati krivic ali pa razlik ali pa kakorkoli, ampak se mi zdi, da je tukaj zelo, zelo bistvenega pomena naš, kako ne rečem z lepo slovensko besedo, naš mindset. Se pravi, kako smo v svojih mislih tudi mi kot ljudje, ki smo poklicani k darovanju naravnani, pa hkrati tudi, koliko imamo v sebi tistega zaupanja, da bo tudi zame poskrbljeno, ko bo treba. Tukaj, ne vem, mi pride na misel ena zgodba, ki sva se tudi o njej pogovarjala, da bi jo predstavila iz Svetega pisma, iz Stare zaveze. Evo, žemljam, tale. Kjera zgodba? Ubogi vdovi. V Sarepti, Iz Vdova v Sarepti. Ta je... Tale gospa, tipična, taka tipična je in lepa zgodba, mi je zanimiva. Sej tole, kdor bo šel to pogledat, prva knjiga Kraljev, 17. poglavje, v 7. vrstici se začne. Predstavljamo si sušo, veliko sušo, lakoto v deželi. In Bog je poslal preroka Elija k vdovi v Sarepto, prav tako mu je rekel, pejte tja, in ona bo poskrbela zate. Ta prerok se je v resnici odpravil v tej krizi, k tej vdovi, in je prosil, daj mi prosim za pit. In mu je dala za pit, z vodo je bilo manj težav. Potem je rekel še za jest. In mu je rekla, nimam še zate, ta zadnjo moko in ta zadnje olje bom uporabila, da naredim hlebček za mene in za mojega sina, da potem umreva. To se pravi, čist zadnja reč je bila. To si mi po moje ne moramo danes sploh predstavljati. Se pravi, ona je že nekako slutila, je vedela, da bo s sinom umrla. Ampak vendarle je v tem preroku prepoznala Božjega odposlanca. Pa je vseeno potem najprej njemu spekla hlebček. On je celo tako rekel, Dajte pa rumen speč, pa ne boš umrla. On je nekako obljubil. Ja, prav, ne boj se, pojdi in pripravi, kakor si rekla, vendar naredi iz tega najprej meni kolaček in mi ga prinesi. Sebi in svojemu sinu pa ga boš pripravila potem. Kakšno vero je mogla bejba imeti, da je to v resnici naredila. Da je obrnila situacijo, se pravi, sebe je hotela pa sinu narediti, pa pol umreva, zdaj pa še ta zadnji hlebček naredila za preroka. In mu je verjela, je verjela Gospodu, se tudi govori, Gospod te je poslal, Gospodov poslanci. In je verjela Gospodu, da bo tudi njeju potem nasitil. In potem se je zgodil čudež pravzaprav. Moka, tule piše v loncu,
ne bo pošla in olja v vrču ne bo zmanjkalo do dne, ko bo Gospod poslal dež na zemljo. Aha, ko bo, to bo en tak zdaj čudežni lonček kuhaj, ne, če smo poznamo na pravljico, veš. Je bil... Ni zmanjkalo, ne? Ja, ni zmanjkalo, vedno več je bilo in tule je bilo, tudi ta lonček kuhaj je deloval in sta preživela potem ona, njen sin in prerok. In ko je sin bil v stiski, ko je bil sin v stiski, ko bi skoraj umrl, dih mu je že pošel, ga je prerok rešil. Lej, takoj milost, takoj Božja milost. Ob tej tako zagatni situaciji, prej zadnjo moko, zadnjim oljem, ne, je ona na vero v Boga dala in kmalu zatem nazaj prejela. Že lonček kuhaj, takoj, ne, in pa še več. Boga ne moramo mi premagati v darovanju. Bog je toliko dober, mi ne moramo zmagati v tem tekmovanju z njim. On nas bo tu vedno premagal, ker je neskončno dober, je neskončno zmogljiv, bi rekel, ali kako, ne? On neskončno zmore in ko vidi Bog tako vero, ne? Ko vidi tako zaupanje v njega, je neskončno blagoslavljen. Postane človek s tem deležen blagoslova, deležen milosti. Mi je pa še en poudarek zanimiv, ne? Da je ta lonček kuhaj nehal delovati, kdaj pa, ko je dež prišel na zemljo, ko je bilo spet možno obdelovati zemljo, ko je bilo spet možno si pridobiti hrano s svojimi rokami, s svojimi spretnosti, s svojim delovanjem. Očitno Bog ne crkla. Lonček kuhaj je pa nehal delati. Ne? Tako res, to je meni taka zgodba. Močna. Pa mislim, da lahko veliko principov potegneva ven iz nje. Ja. Se mi zdi, recimo, eden od teh je, tudi ko je bil nekdo v življenjski stiski, se pravi, bila je tik pred smrtjo, mi običajno še zdaleč nismo, pa se že bojimo za svojo eksistenco in se bojimo Bogu zaupati, recimo, da bo zares poskrbel. To se mi zdi je prva stvar. Druga stvar je to, kar si tudi rekel, Bog takoj da naslednjo milost, ampak jo da za toliko časa, kolikor časa ti rabiš. In v resnici to zaradi tega, ker nam hoče dobro. In veliko tega darovanja je v resnici vzgoja našega srca, da lahko sploh sprejemamo od Boga in pol dajemo. Ja, v bistvu je testiranje naše vere. A veš, tole je bilo točno testiranje vere te uboge vdove, a ona verjame v Boga. Saj ona je takole rekla, da ga Gospod pošilja. Kakor živi Gospod, tvoj Bog. Ona je takole je nagovorila preroka. Nič pečenega nimam, samo prgišče moke v loncu in tako naprej. Ona je verjela, da pošilja ga Bog, in je očitno tudi verjela, da jo Bog more obdariti z milostmi, z blagoslovi. Prvi lonček kuhaj, drugo je pa rešitev življenja sina, ki je zbolel, ni več dihal. In ga je ta prerok, ne da ga je prerok ozdravil, Bog ga je ozdravil, tudi tole je noter zapisano, Bog ga je ozdravil na prošnjo, molitvi. Ja, po njegovi molitvi, tako je. Se pravi, ta ženska v Sarepti je bila soočena z težko odločitvijo, se je morala odločiti, ali bo v veri zaupala Bogu in po tej poti preživela, ali pa vsaj še malo preživela po zaupanju vase. Mi, ki nismo ponavadi v tako težki eksistencialni stiski, kaj je v bistvu po tvojem mnenju tisto, kar Bog želi, da mi naredimo z denarjem, ki ga imamo? Ja, Bog želi, da mi preživimo, ona smrt, naš dobri oče želi, da mi preživimo in da preživijo naši svojci. Kar takole lepo poglejmo. Saj ona, tale vdova je tudi želela, da ona in njen sin preživita najprej. Ampak potem, ko pa je razumela, da tale prerok prihaja od Boga, je pa spremenila mnenje. Se pravi, Bog želi, da mi preživimo
In je prav, da denar uporabimo zase, za svoje, za svojce, za družino, za otroke, za ženo, za starše, če so ubogi in tako, ne. In v Svetem pismu imamo mi lep izrek, ne, ki pravi, da če kdo za svojce, berem zdajle, posebno za domače, ne skrbi, je zatajil vero in je slabši od nevernika. A veš, kako so to močni izrazi bili recimo za Izraelce, da si slabši od nevernika, ko so bili oni izvoljeno ljudstvo in tako naprej. A veš, to so hudi izrazi, se pravi, ti imaš dolžnost poskrbeti za svoje otroke. In je grdo, če tega ne narediš, izjemno grdo v božjih očeh. Drugo je, da ti poskrbiš za slabe čase, to so zadnjič govorila. Pridejo, so dobri časi, debele krave in pridejo slabi časi, suhe krave. In je treba to tudi zbalansirati. Ti svojo disciplino moraš biti odgovoren tudi, da to zbalansiraš. Zdaj so slabi časi, bili so pa boljši, bili so dobri, zelo dobri najbrž, odvisno, kakor kdo, ampak boljši kot zdaj so bili prav gotovo zaslužiti denar, za to poskrbeti. No, ta tretje je pa, da daruješ. Da daruješ. Zdaj, to se pravi, da ne porabiš vsega zase, ker te dve prve točke so bile zate, za tvoje svojce, za kupček, ki ga boš porabil zase, za svojce. Zdaj, ta tretja je pa daruj. Daruj, darovanje, izkaži zaupanje. Daj nekaj tistmu, od čigar je to vse. Ker mi nismo lastniki, to so že večkrat govorili, mi nismo lastniki ničesar, niti svojega telesa, vse nam je dano. Kaj pa imaš, česar nisi dobil? Kaj pa imaš, česar nisi dobil? Vse smo dobili. Ta točka, Aleš, se mi zdi, da deva majčkeno tle ostati, ker se ne zavedamo, ker je tako težko, to nam ne kane, to nam ne potegne. A veš, pa je v resnici zelo očitno, Zelo je očitno. Ni očitno. Halo, skozi to govorimo, veš, cel svet. Imamo one pregovore, sej nobeden ni še ničesar sabo nesel, ampak to se v resnici ne zavedamo. Ja, res je. Res se ne zavedamo, nimamo vere, Benjamin, nimamo vere, pa nekako upamo, da si bomo nekako odkupili, ali kaj s tem, ne vem. Pa sej včasih res ne moreš razumeti starcev, ki še vedno grabijo, ki imajo še par let, pa še vedno grabijo. Pa kje je tukaj logika, ni človeške logike, to je enostavno nepripravljenost srca videti, če kaj drugega sploh, veš, recimo. Ne vem, imam eno konkretno situacijo, pa imamo nje zdaj v mislih, veš. Enostavno nimamo src pripravljenih, ne pripravljamo srca od rane mladosti naprej za to konstantno in naraščajočo, bi rekel, držljivost. In če ga ne, smo potem v stiski. Ampak glej, sva rekla čisto na začetku, mnogo Slovencev ima pripravljeno srce, da ne bova kar kritizerska. Veš, mnogo Slovencev ima pripravljeno srce, evo, tako da kar za pohvaliti. Je za pohvaliti, dejansko, ker pa živimo v tem svetu z milijonom teh reklamnih sporočil, kar je bila tudi že najina tema, nas pa vendarle svet tudi zavede in je ful pomembno, da se teh stvari vendarle vedno znova zavedamo. Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer žreta mol in rja, pravi svetopismo, ampak si jih nabirajte v nebesih. In darovanje na nek način je investiranje v to večnostno, trajno perspektivo, ki ne propada. Ja. Zanj sem govoril o tem svojem avtu, nekako, ta je že v kocko stisnen, tudi če ga je ne vem koliko prodal, veš. Ker smo v unem starem prejšnjem govorila. 500 sem jaz dobil zanjega, ti si rekel za 500 ga je prodal, zdaj je to že minilo ene par let, ga ni, res verjamem, da je eno tako kocko stisnen, je zrjavel, recimo, je ga požrl mol, najbolj ga ni glih mol žrl, ampak nekaj ga je požrlo, nikjer ga ni več, tudi
tudi ali slej ti rja požre, če so tako simbolična. Ne? Ko se ti preseliš v nebesa, si čisto vse pustil tukaj. Je na nek način mol požrl, rja je požrla pravzaprav vse. In zdaj se ti preseliš v nebesa, recimo. Ne? Ja, sila zelo vesela. Bog daj, da se preseliš v nebesa. Ne? In tam je fino, ne? Tam je prav, bi rekel, da ti par sto ljudi zaploska. Ki pravijo, hvala Bogu za tvoj denar, ki si ga daroval tle. Ne? Zato, da smo mi lahko prišli v nebesa, da smo mi lahko spoznali Boga, da smo mi lahko sprijeli Boga Jezusa Kristusa za odrešenika. To je morda tako zelo posredno lahko, a veš. Eni darujejo zato, da se sveta pisma širijo po svetu, zato, da ljudje do Božje besede pridejo. Eni podprejo misionarje, eni podprejo, ne vem, na vse možne načine, ampak tudi z denarjem lahko ljudem pomagamo v nebesa. Tega se po moje malo premalo zavedamo. A veš. Tudi to, da mi podpiramo duhovnike naše, a veš, to tudi po ljudem pomagamo, da gredo v nebesa, da imamo Sveto Evharistijo, imamo možnost spovedi, ne? Imamo možnost sakramentalnega življenja. Ne? A veš, s tem ljudem pomagamo v nebesa, tudi tako, da duhovnika podpiramo, tudi tako, da magar kakšno svetopismo kupimo, ali pa nekaj dobrega, en dober seminar, recimo, ne? Ali pa karkoli, veš, da na take čist, bi rekel, banalno materialne načine podpremo to, da grejo ljudje v nebesa. Mislim, da je to zelo, zelo pomemben vidik. O tem se premalo razmišlja. Jaz sem konkretno v prejšnji službi se s tem ukvarjal, ne? Na svetopisanski družbi. Ne? In ljudje so prav dobrotniki, ki darujejo za Božjo besedo, da se širi in po svetu in pri nas. Ne? In ko dobiš kakšno pričevanje nazaj, no, ali pa tle prdižo, pa tudi, ali pa še vse isto, vse naš. Družine ostajajo, ne? Ja, da družina ostane, ne? A veš, tu zemski vidik, ki bo generacije spreminjamo s tem, ne? In hkrati tudi večnostni vidik. Ne? Je pa vse, naš končen cilj je, da mi vodimo zakonce in njihove otroke in otroke k Bogu. Točno tako. To je naš cilj, ne? In mnogi ljudje to prepoznavajo in podprejo, ne? Se sva že prej rekla. Ne? Ja, ne? Praviš, pri tem darovanju, mi veliko, recimo, ko se govori o financah, se veliko govori o investiranju. Ne? In s tem na nek način zelo investiramo. Ne? Je pa tukaj tisti božji, ja, v resnici je to, investiraš v neke večje donose. Investicija z največjimi obrestmi. Pazi, ne, spet rabaš vero. Veš kaj, vedno se zataknemo, vedno pridemo potem do vere, ne. A ti verjameš v nebesa sploh, a verjameš v posmrtno življenje, a verjameš, da Bog more prinesti blagoslova, milosti, tako kot je ta vdova verjela, a veš. A ti to verjameš, ne? Če verjameš, te to skoraj avtomatsko vodi v darovansko držo. A veš. Kaj pravi svetopismo? Kdor varčno seje, bo varčno žel. Ne? Ja, lej, to je pa, te bom spet odprl, mislim, tale je, ne, se pravi, drugo pismo Korinčanom, 9. poglavje, od 6. vrstice naprej, to je za mene pravzaprav, lej, alfa in omega za darovansko držo. Tle noter se lahko naučiš, ne. In pravi, to pa rečem, ne, kdor varčno seje, bo tudi varčno žel. Kdor pa obilno seje, bo tudi obilno žel. Wow, tole je čist preprost, tale, kako ne rečem, lej, zakon setve pa žetve. Čist lepo na tak kmetijski način. Ne. Se pravi, da mi obilno sejemo, lej, to je naša dolžnost. Ne? To je naša dolžnost, da obilno sejemo. Zdaj, tukaj bi jaz pridodal še tlele, da sejemo na prava mesta. Mi smo odgovorni, da ne sejemo z nalašnikom v asfalt.
Če že vnaprej vemo, da tam ne bo zražen, pa na švrgu. Se pravi, naredimo pa presojanja, ne? Eno presojanje je treba narediti, pa spet ne preveč. In to presojanje ti ne sme biti izgovor, da ne boš nič dal. A veš? To je pa tudi ena taka, vsi ti dobrodelneži, to vsi neki golfajo, veš, to je en tak lep priročen izgovor, da nič ne daš, ali pa da malo daš, ali pa da si zelo tukaj previden, pretirano previden. Tega sem jaz veliko slišal, a ne? Ampak neko osnovno presojo pa je, da ti zanalaš navržeš v asfalt, da zanalaš, da ne omogočaš sploh fizično rastine. A veš, ker tukaj to odgovornost imamo, ne? In kaj mi sejemo? Sejemo, da se pogovarjamo o denarju, sejemo pa tudi talente, sejemo tudi našo energijo, naš čas, vse naše darove. Pa pustimo zdaj to. Sejemo v tem, to, kar se mi dva pogovarjava, pa kaj tema teh oddaj, sejemo lepo denar. Denar. In Bog pa prav, tudi kako, ne? S kakšnim srcem, ne? Mene to lepo naprej zanimivo. Vsakdo naj da, kakor se je v srcu odločil. Odločiti se moram v svojem srcu. Pa pojeva kar tako eno dva, ne? Na zakonca, mi dva imamo stalno to. Kakor sta se vidva skupaj v srcu odločila. Veš, to ni čist vedno lahko, ne. Eden bi bil bolj darežljiv, drugi manj, pa tako. Se je treba kar dogovarjati. Se treba... Preprosto, a ne, je treba razmišljati o tem. Lej, razmišljati pa se pogovarjati, pa tudi reči. Ne, pa, lej, izmoliti, ja. Lej, bravo, no. Krasno. Lej, molimo na začetku, pa molitven kjer, ne. Ne, glej, to so stvari, ki, a veš, v resnici denar, ki ga jaz imam, pa kot praviš, ki mi ga Bog dovoljuje imeti, je intimna tema, ne, a veš, govorila sva večkrat o tem, da je lažje govoriti o seksu kot o denarju. In tudi vsak od naju ima eno intimno občutenje glede denarja in tudi rane, ki sva jih prinesla v zakon, glede denarja, ne, a veš, koliko recimo zaupanja, da bo Bog poskrbel je v meni, pa koliko ga je v tebi in da ta dva svetova prideta skupaj, ni enostavno čisto, ampak je toliko bolj potrebno, ne. Seveda, zato je pa ta tema edinosti, ne, na področju denarja, materialnega, ekstremno pomembna. Da mora denar nekako priti skupaj, ne. Da začneva govoriti o najinem denarju, o še več denarju, ki nam ga Bog dovoli imeti, ne moj, tvoj, pa dajva tako, ne. Ker pol ti zabrusi žena, ma ti daruj, kakor češ, sam da boš plačeval one položnice, pa ko sva se zmenila, ne. Veš, ko pa pride do tega, ampak to ni dobro, to ni dobro. Eni pravijo, ja, se vseeno sam, da se dobro zmenita, jaz pravim, ni dobro. Treba je priti v edinost na področju denarja, ne. Ampak Benjamin, tlele, če greva nazaj, ne. Kakor se je v srcu odločil, ne, se pravi, srce je treba pripravljati na, veš na kaj, na veselje pri darovanju, ne, se pravi, a veš, ker tule naprej pravi, ne z žalostjo ali na silo, ne smeš darovati z žalostjo, joj, pa bom dal, ampak ne, to bom pogrešal, pa če že moram, pa da bo nekdo videl, ko sem jaz v puščcu, ali pa tam nekje, pa da se bom pohvalil, pa s tem naprej, a veš, ne z žalostjo ali na silo, kaj ti Bog ljubi veselega darovalca. Toliko daruj, da boš imel še veselje v srcu. Ampak, glej, to veselje naj narašča v tvojem srcu, če se da. A veš, da skrbiš za srce, da bo srce veselo tudi ob večji količini denarja, ali kako ne rečem, ne. Ampak to je v resnici tudi že žetev potem, a ne, že to veselje, ki ga ti v darovanju v bistvu dobiš v svoje srce, je že tista žetev, kdor bogato seje, bo bogato žel, ne, lahko v finančnem smislu, lahko pa v takem. Mislim, to je eno veliko veselje, ko ti vidiš, pa se je dejansko veselje, saj smo bili vsi veseli, ker je ono zdravilo pomagalo Krisu. Vse si bil vesel, kaj ni. Če si nekaj dal, olej, ne, tistih nekaj 10 evrov, ko sem jih dal, ali kakor si, kdorkoli, ne,
lej, temu fantu smo pa pomagali. Smo pa pomagali kot narod smo bili takrat vzhičeni, a veš, koliko je to povezalo tudi narod, lej, to je tudi ena žetev, ne, čistko takem na tem narodnem nivoju, ne, ali kako ne rečem, a veš. Ja. Pa še pol naprej, lej, Bog tukaj pol obljublja, ne, in Božje obljube ne ostanejo kar prazne. Bog ni tak, da on neki obljubi, pa on to pozabi, pa kaj čerin, da je kvaj tukaj neki. Te bom že enkrat blagoslovil, če bo treba, ampak lej, sem pozabil, ne bom on pozabil. On ne bo pozabil in pravi, ne, Bog pa vas more, ne, tako Pavel pravi za Boga, ne, Bog pa vas more obilno obdariti z vsakršno milostjo. To so že malo zanč rekla, Bog pa vas more obilno obdariti z vsakršno milostjo. Mi bi sicer radi rekli, Bog, da je malo s čem drugim. Bod konkreten, da je bod konkreten. Ne. A viš, tukaj moramo... Ja, pokaž mi denar, pokaž mi nekaj tazga, da se jaz tudi malo pokažem na zven, kakšen fajn darujoč kristjan sem, a veš, ne. Ampak, a veš, kaj ti pomaga, si ti pravim, zanč sem se nekje vozil, ne. Sem hodil lej, po eni dolinci, ne, in srečam en par, ki se je ful grdo držal. Res grdo. V tej isti dolinci sem pa opazil Jaguarja. Mislim, da je to avto za v 10.000 evrov. Jaz pojma nimam, ampak mislim, da je to avto. Ne. Kol 100 jurčko, če je dobro. Kol 100 jurčko. Če je v redu. No in potem, ko sem jo jaz prehitel, sta me prehitela maglih s tem avtom. Ta par, ki se je grdo držal drug na drugega, hodila sta 5 metrov naprej in žena za njim, nič rekla, nič, veš. Lej, koliko bolj milostno bi bilo za te dva človeka, ko bi rekel, jaz bi bil vesel, da bi srečal človeka, da sta se za roko držala, mogoče, da sta se tam za enim drevesom mokošvala, recimo, ali pa nekaj, a veš. Pa se mi s tem Jaguarjem pripelata potem. O, Bog, hvala Bog. Koliko si jih blagoslovil, ne? Ja, koliko jih lepo blagoslavljaš z vsem živim možnim, ne, a veš. A veš, te milosti so drugačne in te milosti moramo mi tudi videti, jih moramo opaziti v naših življenjih, pa jih, ne vem, kako ne rečem, lej, vesel biti za te milosti. In teh milosti je toliko, veš, ne. In takole Bog pravi, lej, kako, da porajati tele izraze, ne. Bog pa vas more obilno obdariti z vsakršno milostjo, tako da boste v vsem vedno imeli vsega dovolj. Vedno v vsem vsega. To so čisto taki dokončni izrazi. Dovolj boš imel in imel boš tudi izobilje za vsako dobro delo. Evo ti, Boga ne moreš premagati. Sva že rekla, no. Boga ne moreš premagati in ti bo dal dovolj. Zakaj ti bo dal dovolj? Da ga presitne zatajiš, to nekje pravi, ne? Da te Gospod presitne zatajim, a veš, ali pa lačen ne prekovnem. Ali pa lačen ne prekovnem, nekaj tazga. Ej, a smem jaz nekaj tole dodati? Ja, daj. Čisto eno svojo konkretno izkušnjo, ne, se mi zdi, da iz te, to je ta darovanska drža, ki pa je najprej izvira iz tega zavedanja podarjenosti. No? In se mi zdi, da gre vse en z drugim. In v resnici je tukaj tisto največje možno zadovoljstvo, ki ga človek v življenju lahko ima in je povezano tudi z materialnim blagostanjem. Ampak ti imaš lahko blagostanja, kolikor češ, pa ga ne vidiš. A veš, ker so, mislim, da že v prvi oddaji so rekla, ne, da so vprašali enega Rockefellerja, gospod Rockefeller, koliko je pa dovolj? Je rekel, sam še malo več. Ja. Nikdar dovolj. Če pa si ti v tej darovanski in podarjeni drži, je pa lahko kmalu točka dovolj, pa imaš potem vedno vsega dovolj. Ne? Jaz konkretno, recimo, zadnji teden se trudim, sem bil spodbujen pri izpovedi in se trudim in izpišem vsak večer, se pravi neke vrste egzamna naredim in ga zapišem. In si izpisujem blagoslove tega dne. In ko enkrat greš to delati, pa to sem že pred časom delal, pa pol opustil, pa mi je bilo žal, ker mi je tako dragocena vaja, jo zelo priporočam. Ko narediš zvečer pregled dneva, pa začneš pisati pismo, 2 strani včasih nista dosti. In pol dodaš še tiste stvari, ki so točke za izboljšavo, bom rekel, pa je tistih čist malo lahko morda
unih ta zahvaležnih pa ful velik, pa to si vzgajaš srce za eno veliko hvaležnost in zavedanje podarjenosti. No? In to je pa ta življenje, o katerem govoriva in ki ga je vredno živeti. No? Viš, tole je, delaš na svojem srcu, ne? Pripravljaš srce na darovansko držo. Ne? Tudi. Ja, seveda. Ja. Točno to pripravljaš iz hvaležnosti se rojeva darovanska drža. Ko te milosti opaziš, ne? Ki niso vedno jaguari in ne vem kaj, ampak so marsikaj pa je. Ne? A veš. Takole, ne, tale naš Bog, pravim, zdaj, kako zdaj to v prakso spraviti, veš, zdaj, kako zdaj to držo, ne, se pravi, lej, rabiš vero, ne, ključ se skriva v tem, veš, Bog pa vas more obilno obdariti. A jaz to verjamem, še enkrat, a jaz to verjamem, da me more. Tule, če ne verjameš, ne bo nič. Ne verjamem, ne verjamem. Mogoče, ampak jaz bom rajš, kar sam poskrbel, Bog. Ne mi ti tukaj neki, ne. Jaz bom to kar lepo sam poskrbel, veš. In to je treba potem skupno v prakso spraviti. Enostavno, da za konca tole skup se odločita za nek sistem, za nek način, za nek, a veš, kako se bova pa midva zdaj tega lotila, a ne? Če greva takole še malo praktično. A že konc vdaja, ali kako, da ne midva spet eno uro. Ne, sva v redu. Mava še čas, sva še Mava. Morava danes do ure končati, ampak mava še manj. Ja, tako je. Praktični vidik ne sme izostati. Ne, praktični, jaz sem se ga kar lotil, veš, ker sem, ne vem, nimam občutka za cajt sploh. Ampak, lej, se pravi, prostovoljno pa veselo, ne. Zdaj pa, če greva v prakso. Kje midva trenutno sva? Zdaj smo že zadnjič malo govorili, kje trenutno sva v tej darovanski drži. Kdor vodi kjera dva zakonca že vodita ta finančni, družinski finančni tok, pač vesta zdajle, ne, tokle je prišlo noter, tokle so dala za darovanje in to znese recimo 0,5%. Okej. Gospod je nekje rekel, v Malahiji, ne, je rekel, prineste mi desetino, da je čisto po domače, bom rekel, prineste mi v zakladnico desetino, ne, in točno desetina je omenjena, ne, in odprl bom zapornice neba. To pomeni, blagoslovil vas bom. V tistih sušnih pokrajinah tam v Izraelu, če Bog odpre zapornice neba, to pomeni, obilje bo. Dež bo, hrana bo, vsega bo. A ne reče tam celo preizkusite me? In potem pravi, to sem hotel reči, in preizkusite me, če tega ne naredim. To je edino mesto v Svetem pismu, kjer Bog pravzaprav prosi človeka, ustvarjeno bitje, da preizkušaš Boga. Tukaj si mi kar dovoljmo preizkušati Boga, ker je Bog rekel, da ga lahko preizkušamo. In prinesmo v Božjo zakladnico, karkoli bova še povedala, morda koga bi ta bila lahko Božja zakladnica. Prineste denar in preizkusite me, a bom odprl ali ne bom odprl zapornic. In jaz živim v veri, da jih Bog odpre vedno, ne? Da jih odpre vedno. Ne? In tudi v čisto materialnem smislu, ali iz lastne izkušnje, ali pa iz drugih pričevanj pisma, je koliko je teh zgodb, ko sva se odločila desetino dajati, se je odprla, to pa to. A veš, tako res veliko primerov. Ena deklica rekla, v stiski sva bila, zgubo je mož službo, kaj pa zdaj pa desetine nove več dajala? Ne, sta rekla, bovajo in mož je dobil čez nekaj časa krasno službo. Jaz ne rečem, da je to vedno in povsod, ampak te stvari se dogajajo, ne, Evo, desetina, ne. Pravim, ugotovila sta 0,5% dajava trenutno, najini srci sta trenutno taki. Kako naj delava na srcu, da bova šla v večjo darovansko držo. Standard, ki ga je Bog postavil, je 10%, ne. Jezus je pohvalil darovanske drže veliko višje, ne. O Zaheju smo brali, ne. Je rekel, polovico svojega premoženja dam.
Aha, to je 50%. Ojoj. A ja, sam Zahej je bil cestninar, davčni izterjevalec. Veliko je imel, ne? Ampak on ni dejal, ne, dokler ni splezil na drevo, se srečal z Jezusom, ne? In Jezus se je povabil v njegovo hišo, na razburjenje mnogih, ne, se je povabil v njegovo hišo in je on spremenil svoje srce. Zahej ga je spremenil. In je potem lahko daroval z veseljem. Če bi šla zdaj nazaj na to desetino, ne? Se pravi, če greva midva iz 0,5%, pa vidva tam en nedosegljiv kao ideal desetine, ne? In zdaj bova midva na forco, na silo, z neveseljem srcem šla na desetino, to ni prav, a ne, da ne? Ne, ni. Lahko pa greva postopno, pa pogledava na 2, 4, 5% ali kakorkoli, ne? V tem smislu. Pravljati srce, v bistvu je treba zmoliti. Gospod, midva veva, da je ves denar tvoj. Da ta preskok, še enkrat ga omenimo, ne. Veva, da je ves denar tvoj. Vidiš ti najino življenjsko situacijo. Koliko misliš, da bi midva začela darovati zdajle? Trenutno sva pri 0,5%. Kaj misliš, kako naj greva pa v naslednji mesec? Kako naj greva v naslednji let? Morda. In Bog bo spregovoril, verjamem. In bosta šla morda na 1%. Se to sva pa za 100% povečala, da se razumemo, ne? Sva še deleč, ampak bistveno je, da je redno, ne? Da ni samo ono stihijsko, ki mi enkrat na kapsel pade, ampak da se odločim za nekaj rednega. Bravo, no, da si pa res ful pomembno reči, da je redno, ne? In da je to najprej Gospodu. Ne tam tako, ko imam, a veš, tlele neki po žepih, pa koliko bom, da preden nekam, da se odločita ta mesec tok, koliko in denar vzameš ven in ga daš okoli. Tisti procent, ne absolutna vrednost, veš, za procent si treba odločiti. Ker procent te bo po eni strani varoval. Če kdo službo zgubi, se ta absolutna vrednost denarja zniža, ne? Če imaš v procentih. Ampak sranje, ne? Če pa dobiš povišico, ne, slučajno v službi, se pa ta procent poveča, ne? A veš, to je pa zdaj druga plat, ampak je dobra, lej, sej, a veš, to se pravi, počas, postopno se približujeta tej desetini, ne? In ko jo dosežeta, ne nehata. Ni nujno, da nehata. Veš, mi je zanimivo, recimo več primerov tako takih poznam iz ameriških teh krogov, ne? In ta Dave Ramsey, o katerem smo mogoče že kdaj govorila, pravi, pri teh bogataših, a ne, ko govori z raznimi milijonarji, ne? Pa je nekatere kar strah zapravljati, ne? Pa pravi, veš kaj, ti si določi en tak budžet, ki je normalen zate, kar pač porabiš, a ne? Je rekel, pol ti pa še ogromno ostane, recimo, a ne? Pravi, kaj pa s tem zdaj? Ko greš pa v tisti procente denarja, je rekel, a ne, potem pa vzem in reči, karkoli si bom ekstra privoščil, bom za toliko ekstra tudi daroval. A veš, tako se mi zdi dobra varovalka, da se srce ne prevzame. Ja. Ne? Tole imamo, rekel, srce se rado prevzame, se rado, a veš, rad ima srce, no, bi rekel, meso, mogoče boljš meso, gre rado v pleasure, ne? Gre rado v uživaštvo, gre rado v te trenutne nekakšne radosti imeti, v radosti imeti še to in ono in tretje in radosti potovanj in radosti užitkov in tako naprej, veš. Kar samo po sebi niso napačne stvari. Ne, nič samo po sebi ni nič od tega napačnega, ne. Ampak radost se v tem pretirava. Radost se v tem pretirava. Saj zato smo pa že prej imela točko dovolj, veš. Spraševati se, kje je najino pretirano, ne. En možakar mu je, a veš, na tisti točki, ne, je, čakaj, kako že je, lej, bom prav pogledal, ne. Takole, a veš, bo še enkrat jo narisala, ne.
premica spode je poraba denarja, ne, ki takole narašča, takole gore pa zadovoljstvo, nekakšno veselje. Izpolnjenost bi bil mogoče boljši izraz, ne, izpolnjenost. Ne. In pol nekaj denarja rabiš, a ne, da preživiš, preživetje. A ne. Potem malo več denarja za udobje, ne. In potem še več denarja za razkošje. In potem še več denarja za pretirano razkošje. In ta možakar mi je rekel, jaz bi dal točko, jaz dam točko dovolj v razkošje. Tam se tale krivulja obrne tvoje izpolnjenosti navzdol proti pretiranemu razkošju. A veš? Tam se obrne ta premica. Zadovoljstvo, ne raste več. Ne raste niti zadovoljstvo, niti izpolnjenost več. Ne? In on je rekel, jaz bi dal v udobje. Vedno daš lahko to v udobje, kar dej. Ti dej, ženi pa ne teži. To je prvo kot prvo. Ne? Če žena bi rajš malo več razkošja, pusti jo primer, ti pa id pa v samo preživetje. Pejt v eno votlino, se zapri pa glodi skorjo kruha, pa malo mlekca pija, veš. Ni panike, ampak to naredi ti, ljudem pa ne teži okoli. Ne? Zdaj pa, tako sem odgovoril, ne? Ja, jaz bi to kedal, ja, prav, ne? Ampak upam, da bo tvoje zadovoljstvo in izpolnjenost še vedno toliko velika in da boš tukaj noter tudi vztrajal, ne? Pa nisem prepričan. Ne, ker v resnici je zadovoljstvo po tej točki dovolj, nad njo je samo en način, da zraste zadovoljstvo in to je darovanje, ne? Točno. Darovanje, daj od sebe in takrat se boš pa počutil bolj izpolnjenega. Tako smo na seminarju narisali pa še točko darovanja, kot eno pikco gor, ne? Veš, ko se krivulja ne obrne navzdol, ampak od točke dovolj, ne, ki je na razkošju že tule, ne, ti, če si carjo, da je kaj nazaj v udobje ali pa celo v preživetje, če si tak, ne, ampak od točke dovolj bo možnost, da si še bolj izpolnjen, ali kako ne rečem. Zato, ker je darovanska drža, ne. Je darovanje in vedno večje darovanje. Nekateri grejo daleč preko, veš, Benjamin, imaš darovalce, ki so strašni, ki so strašno darežljivi. Saj veš, o tej, ni se zahvaliti s to darežljivostjo, daj v samoti svoje kamrice ti daruj, ne, ni se zahvaliti s tem darovanjem, ampak nekateri so ekstremno veliki darovalci, ne. A veš. In tudi pri nas imamo, pa tudi recimo, daš pa primere iz sveta, ne, ko pravi, ne morem več dati, kot Bog meni daje, jaz vedno več, ko dam, vedno več dobim, ne, in obstajajo ljudje, ki dajo ne 10, ampak živijo na 10, pa 90%. Ja, zdaj boš rekel, ampak vsak bo rekel, jo, seveda, ta je tak bogataš, lahko je njemu od $1 milijon na let živeti, veš, jih dajati pa, ne vem, koliko, 9 pa naprej, ne. A veš, ja, seveda, ki ima milijon. Ja, ampak zakaj pa ima on, ne vem, 10 milijonov na let? Ja, mogoče zato, lahko je zato, da je zgolfova, veš, imamo vse sorte golfije, da nova tukaj rekla, ampak če je na Bogu všečen način denar pridobljen, veš, je pa to v redu, ta denar. In ta človek se zaveda, ta je srce pripravljal, se on ni skočil najbrž iz 10 na 90%, ali kako naj to sploh rečem, na 90, ne. To ni skočil, recimo, ne. Ampak je lepo postopno šel, postopno je srce pripravljal. Glih tako ta priprava srca je ravno tako proces, kot je vse proces. Saj sva večkrat rekla, da je to proces. Tudi to zbližanje z ženo je proces, a ne. Ona bi, ti pa ne bi. Ona ima že bolj pripravljeno srce kot ti in morata takole počasi priti na isti nivo pripravljenosti dveh src. Proces pa predvideva, da se premikaš, ne, da ne ostajaš na istem. Ja, ne. Ful dobro, a je še kaj takega, da bi ti rad na to temo zdajle počasi zaključujeva, imava še recimo, ampak neka zaključna misel na to temo in tudi v bistvu celoten sklop o denarju
za zdajle zaključujeva, lahko da se kdaj še kasneje vrneva k tej temi, ampak zaenkrat jo s to oddajo v bistvu to temo, denar najin vladar, vprašaj, zaključujeva, in upamo, da ni denar naš vladar, ampak da je Bog naš vladar, da mu to priznavamo. Bog daj. Benjamin, ne vem, kaj čem reči, no vem, en tak veselje bil delati tole s tabo, da sva se lepo menila, da verjamem, da je kakšno srce se premaknilo, kakšna misel, da je ljudi nagovorila, da se bojo začeli se ukvarjati tudi z denarjem. V naših krščanskih krogih je to precej zanemarjena tema. Taka nesveto zveni, pa da je itak unik se z denarjem ukvarja, to so sami pokvarjenci, pa tako naprej, ma ni res. Denar je prvo, kar je nevtralna reč, ampak je kvečjemu tvoj pohlep do denarja, ki te vodi v zlo. Denar je pa za izmenjavo narejena, lepo, da nismo zmenjali koze pa krave za žito, ampak da včasih sploh ne bi mogla transakcija steči za marsikaj, kar mi delamo. Ampak, veš, da se mi nekako, bi rekel, poenotimo, meni se zdi, da je to ključen izraz, ko v zakonci govorimo, da midva prideva do edinosti na področju denarja, to je eno področje, na katerem je treba fajn delati, da na točki dovolj je treba delati, ker ima vsak od zakoncev gotovo na različnem nivoju. Prvo sploh, da priznamo to točko dovolj, da jo gremo iskati, da jo skupaj iščeva, in potem, da spremljava najin finančni tok, ker je denar je naše življenje, ki nam ga je Bog zaupal. Denar so naši talenti, ki nam jih je Bog dal. Da tudi razvijava te talente, če se poznava. Ja, seveda. A veš, in da to se pravi, zgubil sem zdaj misel, ampak da greva na kupček, da ga privrčujeva za neko varnost. Da greva na kupček, ki ga privrčujeva za varnost, da se bo žena pri meni počutila varno, da bova lahko bila sposobna pogumnih odločitev, da moja žena noben mobbingiral, da zlahka pustiva, relativno zlahka pustiva neko službo, ki ne vodi nikamor razen v neko traparijo. A veš, v neko zagato, v neko bolezen, recimo, v neko nervozo, v neki ne vem kaj, nekaj, kar ni dobro za najin zakon, za najino družino, za najine otroke. In odgovornost je zdaj tukaj možu, da poskrbi za ta kupček, gradita ga pa oba. In da poskrbi tudi za to, da se s tem ukvarjata, ker dejansko mi kot kristjani, ali pa jaz, če gledam nas, Bože Gospod poskrbel, Bože Bog. To je malo tako, tista vera, ki ne predvideva nič dejavnosti. Kako je že rečen, Benjamin, to je pa nekaj splošnega v naši cerkvi, da milost predvideva, kaj že? Zdaj sem me pa dubal. Zdaj pa ne vem. Milost predvideva naš razum. Tako, razum. Tako, a veš, in Bog nam je dal razum, da ga uporabljamo tudi na tem finančnem področju. Potem ta zadnje poglavje, ki so se ga pa lotile, je pa tale darovanska drža. Drža, ki ni samo drža neka naravnanost, ampak je naravnanost srca, ki preide potem v prakso. Osnovna stvar v življenju, ki dviga zadovoljstvo. Ki dviga zadovoljstvo, dviga izpolnjenost in potem, veš, na koncu, ko se takole ob levkemiji, ki sem jo preživljal, veš, pa se pozreš malo nazaj, pa vidiš, da se je tudi z denarjem dalo kaj narediti, a veš. Se pravi, ampak, denar je lahko tudi ena crklarija, a veš. Tole se bo pa enkrat drugič, to pa odpiram novo temo, da z denarjem otrok ne crklaš. Tako, kot Bog ni želel crklati vdove v Sarepti, uboge vdove v Sarepti, je tudi prav, da mi otrok z denarjem ne crklamo. Zlahka jih uničiš. Jaz mislim, da še lažje otroka uničiš,
s preveč denarja ob nepravem času kot s pomanjkanjem. No. Tako je ena taka močna teza, pa mislim, da nisem daleč od resnice. Zelo pomembna tema, ki jo bova načela. Enkrat jo bova, ampak zaenkrat zaključujeva, čeprav razumemo, ne bi Tako, to temo Amen. oziroma ta sklop sva zaključila. Tako. Naslednjih nekaj oddaj bo še kdo drug s kakšnim drugim gostom, imamo nekaj že napeljano, nekaj celo posneto. Se vidimo v kratkem. Hvala lepa, ker spremljate oddajo Odnosi so zakon in s tem tudi vi gradite svoje odnose, da bodo vedno bolj zakon. Srečno, blagoslova. Hvala, Aleš, za vse. Ja, hvala tebi, Benjamin, za odlično vodenje teh oddaj, pa hvala vsem, ki to poslušate. Pa dajte en tak odziv na kakšen komentar. Nekih je že bilo. Kako ste vas se dotaknili? Ja, nekih je bilo, ampak se mi zdi, da več poslušajo po številu ogledov, kot pa je potem odzivov. No. Okay. Hvala, ja. Dajte komentirati. Z Bogom. Žigna, z Bogom, čau. Ja.